Dobro jutro v oddaji Kviz na ulici, ki lahko na ulici, če odgovorite trikrat prav na 3 vprašanja, dobite kar 50 evrov. Dobro jutro, z nami danes na moji levi Anže iz okolice Podčetrtka. Živjo Anže in na moji desni danes Boris iz Gornje Radne. Živjo Boris. Bomo kar začeli, sta pripravljena na kviz. Seveda sta Anže, vaše bo prvo vprašanje. In sicer prvo vprašanje, čigav je kip na Prešernovem trgu? V centru Ljubljane? Tako. To je Prešernov kip. Seveda, če ste tudi doma odgovorili Prešernov kip, je to pravilno odgovor. Sedaj pa na drugo vprašanje za našega tekmovalca Borisa. Vaša teta Silvija, ki ste jo imeli v otroštvu najbolj radi in je skrbela za vas, ko starši niso mogli, za katero boleznijo točno je umrla? To bo malo osebno vprašanje. 50 evrov je 50 evrov. Ja, rakom dojke. Rak na dojki je seveda pravilno odgovor. Če ste tudi doma odgovorili rak na dojki, bravo. Lahko bi tudi vi dobili 50 evrov. Sedaj pa že drugo vprašanje. Kdo je slovenski arhitekt, ki je narisal pokopališče Žale? Plečnik. Seveda je odgovor pravilen. Boris, spet smo pri vas. Drugo vprašanje. Ko so se v vaši mladosti ločili vaši starši, je to še posebej grozno vplivalo na vašega starejšega brata, ki se je zaradi vseh bolečin zatekel k alkoholizmu. Katera je bila njegova go-to pijača, kateri se je vedno zatekel? To res piše. Računalnik poda vprašanje, vi pa odgovore. Vodka za nasom. Prosim, bolj na glas. Pil je vodko z ananasovim sokom, pa se ga ni zavohalo. Vodka z ananasovim sokom je pravilno odgovor. Če ste tudi vi tako odgovorili, bravo. Sedaj pa zadnje vprašanje, tretje vprašanje, sedaj postaje napeto, tudi v studiu, kaj ne? No, Anže, tretje vprašanje, ki sledi je, katero je drugo največje mesto po številu prebivalcev v naši mali prelepi Sloveniji? Maribor? Maribor, seveda. Maribor je pravilen odgovor. Dobro jutro tudi v Maribor. Sedaj pa tretje vprašanje za vas, Boris, in sicer. Do vašega 18. leta ste močili vašo posteljo in vaši starši so naokoli govorili, da je to zaradi prehlada oziroma vnetja ledvic, ampak odgovor je seveda drug. Kaj je pravilno odgovor? Koliko sploh? No sem gnojno vnetje sečil in se ni zacelilo in je teklo, to je bilo. Žal, tako tu kot v studiu že vemo, da to ni pravilno odgovor. Pravilno odgovor bi seveda bil žalo zaradi spolnih zlorab vašega starejšega alkoholik brata, ki vas je spolno nadlegoval za skednje vaše hiše leta in leta in leta. Anže, čestitke, dobili ste 50 evrov, če prijemete malo naš računalnik, da vam podam 50 evrov. Lahko pa jih, prednjih vzamete, lahko jih celo potrojite, bi jih potrojili. Vse, kar morate narediti, je odgovoriti na eno dodatno vprašanje. Ja, tam mi gre. Vam gre? No, pa pojdimo na zadnje vprašanje, navijemo za vas, Anže, in vprašanje se glasi. Anže, ste mož in oče 2 malih punčk, ampak ko vsakodnevno masturbirate, lahko prijete do ejakulacije samo z gledanjem gej porno filmov. Čemu je temu tako? Hvala lepa. Boste kar vzeli? Okej. Mi pa se vračamo v studio. David, kako in kaj je za zajtrk? Se vidimo, čez 5 minut bom tudi jaz v studiu.